Torej, približuje se nemške volitve in današnja razprava je posvečena situaciji v Nemčiji, o kateri bo govoril danes veleposlanik Bojan Grubovšek, naš zaslužni predsednik. Kot veste, je bil veleposlanik na Poljskem, v Argentini, Švici, predtem pa zunanje politični komentator za slovenske medije. Preden pa mu predam besedo, dame in gospodje, dame ni nobene danes, pa nekaj uvodnih besed z moje strani. V septembru bodo volitve v dveh najštevilčnejših evropskih državah. Najprej parlamentarne volitve v Rusiji od 17. do 19. septembra, teden dni zatem pa volitve v Nemčiji. O volitvah v Rusiji, ki morda lahko nekoliko spremeni razmerja strank v Dumi, se zaenkrat malo piše. Morda je zadnji obisk nemške kanclerke Angele Merkel pri Vladimirju Putinu, kot veste, je bilo to 20. avgusta, z zahtevo, da izpustijo Navalnega iz zapora, ohrabril in spodbudil rusko opozicijo. O tem bomo špekulirali v naslednjem tednu. Brez večjega utemeljevanja lahko ugotovimo, da je Nemčija najpomembnejša politično-ekonomska igralka ne le v EU, temveč tudi širše, ena najpomembnejših. Po svoji ekonomski moči, merjeno nominalno ali po kupni moči na prebivalca po bruto proizvodu, je peta ekonomija sveta. Nemčija predstavlja 22,67% bruto proizvoda Evropske unije, ki ga IMF za 2021 ocenjuje na 20.918 milijard dolarjev. Nemčija predstavlja 8,43% površine Evropske unije in 18,54% prebivalstva Evropske unije. Za primerjavo, Slovenija predstavlja 0,48% površine, seveda po odhodu Velike Britanije, in 0,47% prebivalstva in 0,41% bruto proizvoda Evropske unije. Samo za eno regresijo, Slovenija je v Jugoslaviji predstavljala 8% prebivalstva in 8% površine nekdanje države in nekaj več kot 20% bruto proizvoda bivše države. Kar nekako daje primerjavo z Nemčijo v Evropski uniji. Kakorkoli že, Nemčija je powerhouse Evropske unije. Je gonilna sila Evropske unije, zato je stabilnost Nemčije tudi stabilnost Evropske unije. Kljub evroatlantskemu zavezništvu so ZDA pod Donaldom Trumpom v Nemčiji prepoznale ekonomsko konkurentko, ki ogroža ameriške interese. Podobno je Trump sicer nastopil tudi do Francije, Kitajske. Amerika je uvedla carine na nemške avtomobile in s sankcijami podjetij, ki so gradila Severni tok 2, preprečevala njegovo izgradnjo. Oboje je za Nemčijo tako pomembno, da ni popustila. Avtomobilski izvoz in zagotovljen plin, oboje je povezano z velikimi nemškimi interesi v Evropski uniji in na vzhodu. In prav zaradi tega se ni uklonila ameriškim izsiljevanjem. Toda jaz si zastavljam vprašanje, zakaj Amerika ohranja svoje vojaške sile v Nemčiji? Kot
se spomnimo, malo nazaj, je Donald Trump ukazal zmanjševanje teh enot v Nemčiji. Biden je to preklical. ZDA ponovno v Nemčiji nameščajo raketne sisteme srednjega dometa, krepijo svojo prisotnost. Joe Biden je za to nalogo pozval generala, ki je že nekoč skrbel za te sisteme. Je ameriška vojska na nemškem ozemlju kakšen garant nemške stabilnosti? Kot spremljamo, le levica Die Linke ima v programu izstop iz NATO. Po afganistanski avanturi, pri čem je Evropska unija sledila Ameriki in NATO, so vse glasnejši zagovorniki vzpostavitve evropske varnostne strukture. Gospodarsko močna Nemčija pomeni tudi gospodarsko močno Evropsko unijo. In stabilna Nemčija je gospodarsko močna. Po dolgi vladavini črno-rdeče koalicije in kanclerke Angele Merkel se mnogi sprašujejo, kaj bodo prinesle volitve čez 11 dni. Pravzaprav se analitiki sprašujejo, kako zagotoviti oziroma kdo bo najbolje zagotovil nadaljevanje oziroma nasledstvo v vodenju države, nadaljevanje nasledstva vladavine Angele Merkel, ki se je izkazalo kot uspešno. Velika koalicija, zmerna desnica CDU, CSU in zmerna SPD sta učinkovito vodili ali pa še vodita še nekaj dni državo in se ne gresta strankarske politike, ki bi Nemčijo polarizirala in morda celo potegnila v ekstremizem. Sedanja vladna koalicija je pravzaprav koalicija narodne enotnosti. V zadnjih 30 letih, še posebej v zadnjih letih, se je močno okrepilo gibanje zelenih, ki nastopajo s poudarjeno zeleno agendo. Zeleni so postali stranka, tako so pokazali nekatere deželne volitve, in v zadnjem letu tudi javnomnenjske sondaže na zvezni ravni, ki spreminja dosedanjo 16-letno črno-rdečo idilo. Javno mnenje v Nemčiji trenutno daje prednost socialdemokratom. Ker pa nobena stranka ne bo mogla sama sestaviti vlade, se ta trenutek odpirajo razne možnosti za sestavo prihodnje koalicije. Ali se bo javno mnenje prelilo tudi v volilne rezultate, ne vemo. Kombiniran volilni sistem lahko prinese tudi kakšno presenečenje. Torej, kako razmišljajo Nemci? S kakšnimi izzivi se sooča najpomembnejša država v Evropski uniji? Veleposlanik Grgovšek, beseda je tvoja. No, prav lepa, hvala, pravzaprav si povedal vse, nimam kaj dosti dodati. No, ampak pustimo špas na stran, pozdravimo še naše goste iz ruskega veleposlaništva in iz nemškega veleposlaništva in to bo treba posebej paziti, kaj bomo rekli, posebno pri nemškem veleposlaništvu, namreč se mi zdi, da oba kar dobro že slovensko razumeta in bomo govorili čim bolj potem diplomatsko, kakorkoli že. Dajmo mogoče, ne trikrat sem začel in se prišel, kako bi začel, kaj povedal, zadeva je izredno večplastna. Bom pa kar začel z eno relativno novimi podatki. Včeraj je bila v Berlinu predstavljena raziskava javnega mnenja, vključeno je 16.000 vprašanj iz 12 članic EU, vključno Nemčijo, Francijo, Italijo, vsi veliki igralci, malih ni. Španija je zraven, Avstrija v redu. Zanimivo. Še enkrat, 12 članic EU, vključno z Nemčijo, 16.000 vprašanih. Na temo What do Europeans expect from post-Merkel Germany? Kaj pričakujejo? In ni bilo dano vseh odgovorov, to je kar en velik špeh. Kdor si hoče še, ki ima Le Monde, je kar članek dolg,
tudi o tem. Sicer je pa samo anketo izvedel Evropski svet za zunanje zadeve s sedežem v Berlinu, ECFR, European Council on, ne for, kot mi, Foreign Relations. Torej, večina vprašanih vidi Angelo Merkel kot potencialno vodjo EU na vprašanje, kdo bi bil boljši predsednik Evropske komisije, Merklova ali Macron, odgovor Merklova 41%, vizionarski evropski Macron 14%. Naprej. Eno izmed zelo, torej Merklovi se izredno pozitivno šteje, in to je poudarjeno praktično povsod izven Nemčije, da je Evropejcem vzela strah pred Nemčijo. Zelo zanimivo, ampak strah pred Nemčijo. Zelo visoko število vprašanih Evropejcev bi zaupalo Nemčiji, da gospodarsko in finančno vodi Evropo. Zanimivo je, da je približno isti odstotek tako v Španiji kot na Nizozemskem. Se pravi, na Nizozemskem poznamo sever, ki štedi, ki nekako je zelo privržen nemški politiki ali vsaj včasih štedenja, šparanja pa domač povedan, in po drugi strani južna Španija, ki je bila včasih tudi zelo, zelo kritična do Nemčije, še posebno, če se spomnimo evrokrizo, ker ni hotela, da bi prišlo do vzajemnosti zadolževanja. Naprej. Samo eden od 5 pa meni, da bi bila Nemčija geopolitično lahko vodila Evropo. In sicer zaupali bi ji, da kar zadeva najbolj odnose z ZDA, 25% vprašanih, odnose z Rusijo 20%, odnose s Kitajsko pa 17%. Relativno nizko smo tukaj. Zelo visoko število vprašanih meni, da je Nemčija sposobna braniti vrednote, na katerih temelji Evropa, kot na primer vladavina prava. In še nekaj, kar smo se potem povrnili k temu, večina vprašanih, tudi Nemcev, v Nemčiji in izven Nemčije, vprašanih pa meni, da je zlato obdobje Nemčije minilo in da je pred nami težko obdobje in krizno obdobje. Zdi se mi, da je to ena dokaj zanimivo podatki. Namreč vsi pripadamo generaciji, več ali manj, skoraj vsi, razen našega mladega kolega iz Večera, pa tudi morda Milan, ampak bi rekel, morda še kolega iz ruskega veleposlaništva še najmanj, ki smo zrasli nekako malo v strahu pred Nemčijo. Seveda naša referenčna zgodba je druga svetovna vojna. Nemčija je povzročila največji meri, 2 svetovni vojni in na sebi nosi nepopisno pezo tega, kar je Nemčija v določeni, kar so Nemčija v imenu Nemčije, kar se je počelo v času druge svetovne vojne. Nemške elite se tega zelo dobro zavedajo. O tem se toliko ne govori, ampak o tem se zelo dobro zavedajo in kot primer bi povedal, zdaj že malo skačem gor in dol, da se je ta zadeva celo morda okrepila v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, še posebno v času Angele Merkel. Helmut Kohl je bil kancler 16 let. 2-krat je obiskal Izrael. Angela Merkel je bila 16 let kanclerka in je 8-krat obiskala Izrael. 8-krat. Po Franciji skoraj in ZDA dežela, ki je največkrat šla. In morda se je kdo že pozabil, oziroma smo pozabili, celo naš novinarski kolega, leta 2008 njena izjava. Varnost Izraela je raison d'etat Nemčije.
to se je zakoličilo. To niso male zadeve. In če smo že pri tem, tudi velika zasluga Angele Merkel je, da je v Nemčiji pravzaprav nastal konsens, nacionalni politični konsens med vsemi strankami, razen AfD, se pravi te populistične desne stranke, da ta stranka na zvezni in seveda tudi na regionalni ravni ne pride v vlado. To je tudi sama nekajkrat intervenirala, zato do tega ni prišlo. Skratka, lahko govorimo, da dejansko da je tudi zunanja percepcija te Nemčije drugačna kot včasih in da zato obstajajo neki razlogi, ki so tudi argumentirani, ki so tehtni. V tem času, ki je bilo seveda v ospredju, so bile razna krizna obdobja, ali jih imenujemo, ali se je imenovala evrokriza, ali zahodna kriza, gospodarska, finančna, da ne govorimo Brexit, so bili tudi zadeve in procesi, ki jih seveda zunanji svet ni morda toliko percepiral, ker morda niso bili tako zanimivi ali pa niso zadevali velikega dela zunanjega sveta. Ampak Nemčija, lahko vidimo tudi v njenem obdobju, posebno v njenem obdobju, imamo to tendenco, tako kot sem omenil, tako kot je Izrael del nemške politike, tega, kar pravijo Bewältigungsoni, premagovanja oziroma razčiščevanja z preteklostjo, da recimo prišlo in je mogoče malo ušlo, oni so celo, njih zdaj je bilo sklenjeno, mislim, da je bilo januarja letos, ali celo malo kasneje, po 6 letih pogajanj z Namibijo sporazum, in sicer za dokaj veliko odškodnino za genocid nad Herero in Nama. To se bi pred prvo svetovno vojno. To je bila nemška kolonija, zdaj West Afrika, Namibija včasih. In prišlo je tudi do tega, pa ne preveč glasno, bolj potiho. Nemčija deluje v tej smeri in verjetno tudi te podatki so malo izraz tega. Ja, sedaj pa morda k vprašanjem, ki zadevajo te volitve. Z eno besedo lahko rečemo, da obstaja velika negotovost. Velika negotovost, kakšni bodo izidi. Naj bi bilo celo 40% neodločenih, še nikoli ni bilo tako veliko število glasovanja po pošti. Po nekaterih ocenah je ta margina možnosti, da so rezultati, ki jih pokažejo ankete, je lahko velika za +5 ali pa celo -5. Skratka, če to seštejemo, potem lahko vidimo, da so dokaj izenačeni, lahko potencialno. Govorimo skozi potencialno, kaj se bo zgodilo in kaj ne. Prvič po pol stoletja, od leta 1961 naprej, takrat je bila zadnja koalicijska vlada, kjer so bili tri stranke, kateri pravijo, da je to prvič po drugi svetovni vojni, ni tako, ampak od leta 1961 naprej so vedno v vladi bile 2 stranke. Tokrat zelo veliko kaže, pogojno seveda, kakšni bodo te rezultati, da bodo 3. Imamo tudi erozijo, še posebej te največje stranke, te CDU, njene stranke, imenujemo Merklove stranke. In kar tudi veča to, imenujemo. Servus, živijo. Kar tudi veča seveda tole nesigurnost, negotovost. Zelo, še nikoli, mimogrede, ni bilo toliko strank, malih strank prijavljenih na volitvah, cirka 50, poleg teh večjih, tradicionalnih. Skratka, neka situacija,
ki je zelo nova, ki poleg seveda COVID-a in še drugih zadev to neko stanje duha, neko negotovosti veča in seveda odhod Angele Merkel, vsake take velik politik, ko odhaja, zapušča neko praznino. Poleg tega je pa še, in še to treba poudariti, to je prvi kancler oziroma kanclerka, ki ne bo nastopila na volitvah. Se pravi, prva, ki je povedala, da na naslednjih volitvah nje ne bo. In skratka, to je spet en določen novum. Izredna volatilnost, izredno nihanje teh raznih podatkov, javnomnenjskih, je naslednja značilnost. Jo lahko vidimo v kontekstu vsega tega. Še maja je bila Baerbockova Annalena, to se pravi kandidatka za kanclerko Zelenih, absolutna ljubljenka medijev, govorilo se je o 27–28%. Naenkrat je njena priljubljenost zelo padla, storila je nekaj napak. Ampak te napake, da bi rekel, da so tako odločilne, tako velike, malo imenujemo slabše napisan CV, kurikulum vitae, ni se dobro razumelo, ja ali ne, vendar se potem tudi potrdilo, se je tudi magistrirala na London School of Economics, potem se je pokazalo, da je pač malo je zapoznela, kar je zadeva prijavljanja nekih dodatnih dohodkov, poleg tistih, ki jih dobiva kot predstavnica v parlamentu, ampak za tako za njen nepopisen polet gor, tako kot za njen padec, pravzaprav nekih zelo močnih argumentov racionalnih ni. Podobno velja za kandidata CDU-CSU, Armina Lascheta, človeka, ki je zelo blizu kanclerki bil, tudi kar zadeva migracijsko politiko, in zelo je takrat podprl 2015. In res, storil je neko grobo napako in nekaj manjših, ampak bil je že na poletu, kjer se je tudi govorilo o 30% z njegovo stranko in več in za njega, in naenkrat se soočamo z zelo velikim padcem simpatij. In pravzaprav isto velja tudi za potencialnega, za Olafa Scholza, socialdemokratskega kandidata, ki se mu je štelo pred pol leta 10% njegove stranke in danes se ga šteje kot potencialno bodočega ali verjetno bodočega nemškega kanclerja. Skratka, pri vseh treh vidimo nepopisno veliko skakanje. Ponavljam, 40% neodločenih, še nikoli prej ni bilo toliko nesigurne javnomnenjske ankete in še marsikaj drugega. Velika je negotovost. Pravzaprav, če malo primerjamo situacijo Nemčije z situacijo v drugih velikih državah v Evropi, Franciji, Italiji, potem pravzaprav, če malo pomislimo, ugotavljamo, da se Nemčiji dogaja tisto, kar se je njim dogajalo v Italiji, Franciji že pred leti, ali pa so pred desetletjem. Se pravi, erozija zelo velikih strank, v Franciji, socialisti, govorimo v Italiji, kaj se dogaja, zginile so neke stranke, kar naenkrat jih ni več, in neka nesigurnost, javno mnenje, ki ne ve, kam bi se obrnilo, s to razliko, da je seveda pred 4 leti, 2017, in tam so trajale nemške pogajanja za novo vlado po zmagi CDU na volitvah, celih 6 mesecev. Praktično socialdemokrati so povedali, da v to vlado ne grejo več, da njih pomeni biti v vladi skupaj tako imenovani veliki koaliciji, se pravi 2 največji stranki, pomeni samo izgubo. In na koncu so šli, ker se ostali niso za CDU pri pogajanjih ni prišlo do nekega dogovora. Skratka,
Že tu se je kazala neka situacija, neka možna slepa ulica in nekateri danes v Nemčiji, seveda ugibajo levo in desno, pravijo, da znajo biti pogajanja za novo vlado izredno težavna. Mimogrede, Nemci tudi vejo in se pogovarjajo že dolgo časa v Nemčiji po potrebi novega volilnega sistema. Vsi vemo, da imajo dvoglasni glasovni sistem, s prvim glasom zbiraš kandidata, osebo, ne stranko, z drugo stranko. Danes je v Bundestagu, v nemškem parlamentu, 100 poslancev več, kot je kvota, se pravi cirka 700, več kot je 598, kot ne bi bilo tisto število, ki ti jih da drugi glas. Zakaj? Ker je kopica ljudi, ki so direktno zvoljeni, imajo sistem nekih kompenzacij in zopet so ocene, da zna po teh volitvah priti do situacije, ko zna biti 200 poslancev več, kot je kvota, ki je predpisana za Bundestag, se pravi na mesto cirka 600, 800, kar je že težko obvladljivo za stranke. Govorim samo o neki situaciji, ki se pa v Nemčiji tudi o tem razmišlja in pomišlja. Gremo k Angeli Merkel, morda še nazaj. In sicer 16 let. 16 let njenega kanclerstva. To je veliko, ogromno. Angela Merkel je v času svojega kanclerstva doživela, recimo, kar zadeva ZDA, George W. Busha, Baracka Obama, Donalda Trumpa in danes je njen padam po politični pomembnosti v ZDA pač Joe Biden. Združeno kraljestvo, v njenem času, Tony Blair, Gordon Brown, se sploh pomnite, kdo je to bil, David Cameron, Theresa May in sedaj sedi Boris Johnson v Downing Streetu 10. Ona je pa še vedno tam in tudi še nekaj časa bo, tudi po volitvah, zato ker ne vemo, kako bo in kdaj bo sestavljena nova vlada. In še Francija, ki je pa sploh pomembna za Nemčijo, Angela Merkel, francoski predsednik, preživela Jacquesa Chiraca, Nicolaja Sarkozyja, Françoisa Hollanda, no in sedaj je njen pandan, kot vsi vemo, Emmanuel Macron. Še bolj impresivno je seveda, če gledamo vlogo Angele Merkel kot nemške kanclerke in začnemo naštevati dogodke, krize, spremembe, ki so v obdobju zadnjih 16 let zaznamovale Evropo in svet in za katero se je zdelo nekateri od njih, da bodo stresli fundamente obstoječega svetovnega reda. Začnimo. 2007-2008, tako imenovana globalna finančna gospodarska kriza, dolžniška kriza v evroobmočju 2011, ko je zdelo, da Evropa tega ne bo preživela. 2014, dogodki v Ukrajini in ruska okupacija Krima. 2015, begunska kriza. 2016, Brexit. Vmes postane Kitajska druga velesila gospodarska. Vmes v tem času. Prihod na oblast v ZDA predsednika Trumpa, in ki je načel, kar je obdobje, ki je načelo transatlantske razmere in odnose, in posebno z Nemčijo, mislim, da v Evropi skoraj nikjer ni bilo takega, da bi tako zadihali, da bi oddahnili se tako močno ob zmagi Joe Bidena dejansko kot v Nemčiji. Na to, da ne govorimo o izbruhu covida, pandemije, zadnje pol leta in na koncu pa še kot svetka
ob vseh teh dogodkih se nam zdi tako marginalno, morda, ampak še Afganistan, kar je tudi faktor, ki bo še vplival in ki ne bo tako odšel iz naših radarjev, oziroma iz naših analiz, oziroma iz naših kalkulacij, kar zadeva bodočnost. Zdaj, v kanclerki se pišejo že v Nemčiji, v njeni pomembnosti, v Nemčiji in v svetu, se že pišejo knjige. Pisalo se jih bo še več. Kakšno je njeno mesto v panteonu nemških kanclerjev do zdaj? Ja, težko je tudi njo opredeliti. Gotovo bo ostala močno zapisana. Sicer velja za inkarnacijo predvsem kompromisarstva, nekakega pristopa, ki ni preveč odločen, počasen, tisto, kar se po nemško reče klein, ne? In tudi skrajnega racionalnosti in pragmatizma. Ja, to je en del tudi zgodbe Nemčije Angele Merkel, gotovo. Vendar, po drugi strani, kaj je najbolj znano, oziroma njen rek, ki bo stal v zgodovini, wir schaffen das, zmogli bomo to, 2015. Po njeni odločitvi, imela je podporo, gotovo, no ravno Armin Laschet je bil eden izmed teh njenih podpornikov v stranki, je Nemčija odprla meje za 1 milijon beguncev. Nekateri so danes kritični do tega, nekateri pa to zagovarjajo. In za nekatere je to znak, skoraj imam tendenco, prej da bi mislil tudi v tej smeri, da si Nemčija pokazala pravzaprav veliko solidarnost. Tista Nemčija, za katero se vedno govori, da je strahotno egoistična, misli samo zase, samo za svoje gospodarske interese in da je za ostalo Evropo ni mar. Tega, skratka, v 15. Ogromno očitkov na račun tega nemškega egoizma je bilo slišati 2011. Posebno iz Južne Evrope in iz Francije. Konstanta francoske politike, ali druge najpomembnejše države v Evropski uniji in partnerke Nemčije, praktično še prej, ampak od leta 1963 pa sploh, od elizejskega, tako imenovanega sporazuma med Adenauerjem in med de Gaulom, je ta želja, oziroma tendenca k vzajemnosti zadolževanja, skupnega zadolževanja, evroobveznice, v redu. Takrat se je Nemčiji zelo zamerilo, češ nek kategoričen odnos, tega pa ne bomo, najprej bomo poskrbeli za nas. Ampak, kaj se je pa zgodilo lani? 750 milijard paket za obnovo, rekonstrukcijo zaradi covida. Kaj se je zgodilo? Prvič smo poenotili, prvič je Evropska komisija, je v imenu vseh držav, in to pomeni tudi Nemčije, si bo sposojala denar, Evropska unija. Mutualizirali smo dolg. Nemčija je pristala v to. Potiho, tega se veliko ne govori. To je tak nemški pristop. Ampak skratka, je in to obstaja. Skratka, tisti egoizem je relativen, no in če gledamo te podatke in potem vidimo, da celo Španci pravijo, da vidijo v Nemčiji možnost, da bi bila to država, ki lahko vodi Evropsko unijo v imenu drugih, še posebno kar zadeva finančno-gospodarske zadeve. No, to pomeni, da je tisto, tista kritika, ki je mogoče bila vredna manj vehementnosti, kot pa je takrat doživljala. Gremo naprej. No, skratka, zopet solidarnost, tukaj gremo za solidarnost. Ja, Nemčija je v času kanclerstva Angele Merkel
doživela kot druge članice EU, pa tudi ZDA, obdobje America First, Uni First, tretji First, suverenizma, nacionalizma in krepitev nacionalističnih, desno-populističnih strank. V Nemčiji, kot že povedano, je to bilo in še je močno povezano z migrantsko krizo in seveda stranka, ki je nastala, je in tudi malo stresla Evropo, je bila tako imenovano zavezništvo za Nemčijo, AfD. Desno-populistična, nacionalistična stranka. Pred 4 leti je dosegla nekaj manj kot 13%. To je veliko, obenem je pa to manj, kot so dosegle podobne stranke in v Franciji in v Italiji, tudi na Nizozemskem, konkretno. Sedaj ji kažejo, ji dajejo demoskopi 11% možnosti. 11. No in, kot rečeno, seveda to v Nemčiji, teh skoraj 13%, je imelo večjo težo kot drugod. V Italiji bi sicer lahko imelo, ampak Italija, kot vemo, s svojim fašističnim obdobjem ni znala kaj dosti poračunati in jo danes tudi to še tepe. In skratka, glede na nemško polpreteklo zgodovino in posebej na to poglavje nacionalsocializma, holokausta, etc., je bila to strašno čutljiva tema in kot že povedano, še posebej Angela Merkel se je močno zavzela za to, da je postavila nacionalni konsens, da ta stranka ne pride tudi na deželni ravni v nobeno vlado. In sploh se Nemčiji še posebno v zadnjih letih se izredno pazi, da kakršnakoli politika, tudi gremo zopet na Izrael, antisemitizem, ne bi imela konotacije antisemitizma. Čeprav je njena politika, kar zadeva do Izraela, še posebno obdobja Benjamina Netanjahu, bila izrazito drugačna, skratka kritična do tega, do naseljevanja v zaseljenih področjih. Danes, kot rečeno, smo rekli, obstaja nešteto veliko možnosti, variant, kakšna ne bi bila naslednja koalicija. Če vzamemo te številke, jih vzamemo potencialno, oziroma jih pač vzamemo v poštev in jih uporabimo. Številke so zelo različne, najbolje kaže Olaf Scholzu, ki je nakazal simpatijo do možnosti neke koalicije z zelenimi. In tudi zeleni so bližje so si, absolutno so si bližje te stranke, kot pa z ljudsko stranko, se pravi za CDU-jem, čeprav v politiki, kot vemo, je vse možno in se lahko vse skupaj obrne. Ena izmed točk, ali si Marjan tudi že omenil, Die Linke, je v teh debatah, ki jih gledamo v Nemčiji, je pa nekaj zanimivo. Nihče, čeprav še posebno v zadnjem obdobju, CDU in celo kanclerka se je vključila, čeprav je dala vedeti prej, da se ne misli vključiti v predvolilni boj. To, kar Olafu Scholzu, socialdemokratom, očitajo, češ da se ne izjasnijo, kar zadeva Linke, ki mi kaže 6-7%, to je stranka, ki je nastala iz bivše socialistične komunistične stranke in številnih zahodno-nemških levih grupacij po združitvi, po padcu Berlinskega zidu oziroma po združitvi. Tisto, kar je zanimivo, je, da nihče ne gre v to, da bi izenačil AfD in Linke. Ne. AfD je parja. To so naciji. Ne izreče se beseda nacisti, ampak so parje. In spomnim se malo, včasih, ko poslušam to, malo tiste znamenite
ga je rekel Simona Wiesenthal, razlika med komunizmom in nacizmom. Nacizem je bil že v ideologiji, sam ga štarta negativen in narejen samo za nekaj ljudi. Komunizem ni bil tak, je mislil na dobro vseh ljudi, je pa končalo zelo slabo. In tak je tega podobnega slišati, kje drugje ni, da bi tako jasno se povedal, ne glede na to, da se seveda tudi kalkulira tukaj, da je en del prebivalstva, še posebno v vzhodni Nemčiji, etc., še vedno na prejšnji režim in sistem, ampak je pa zelo jasno povedano, vprašanja na teh trijelih je parkrat bilo, zdaj imamo Newspeak, nove izrazi, Nemci so zelo resni ljudje, včasih so bili dueli, ki so 50 let, ker sta bila samo dva kandidata, zdaj so pa trijeli, nova beseda. In nemško, po svoje. Ja, počas šli na vprašanja, ampak nekaj razmišljanja bi vendar dodal. Kaj bi bilo, vsi govorijo, da je absolutna prioriteta klima. Se pravi, okolje in kako se temu že reče, okolje in podnebna problematika, etc. Vsi. In Laschet in Olaf Scholz, da si že pripela, da sta klimakanclerja, Baerbockova pa itak, a ne. Vsi to prisegajo na to. In da je treba tu biti najbolj radikalni in je to velike spremembe. A bo to res tako? Mislim, da dejansko bi edino svežino, glede na vse te programe, ki jih mi slišimo, celo v zunanji politiki, bi prineslo, če bi prišli v vlado zeleni. Bodi si kot, kanclerstvo težko dosežejo, zelo težko, ampak drugo mesto pa znajo imeti. Ne prvič, bili so že, spomnite se Joška Fišerja, zunanji minister, ki je tudi v zunanji politiki, ravno nemški in še posebno varnostni politiki, naredil veliko, to je bilo še posebno v zvezi z Jugoslavijo takrat, da je prišlo do prvič, da je nemška vojska bila v oboroženih akcijah po drugi svetovni vojni zraven. To bi bilo pravo tista erfrišung, tako sem bral te nemške stvari, pa skratka, to bi bila prava osvežitev. Vendar, a bo res tako? Ta COVID situacija je izbezala posod in tudi v Nemčiji marsikaj ven. In sicer, da te situacija nemška ni tako dobra, kot je izgledala. In tudi, če Nemci sami ugotavljajo, da je zlato obdobje mimo, težave v infrastrukturi, za njihove razmere, če hočeš biti na vrhu danes v svetu, digitalizacija, direktno govorijo. Včeraj je na nekem panelu, sem poslušal, bivši veleposlanik Bitterlich, je rekel, mi smo, ne samo za Estonijo, mi smo za Poljsko. Ne vem, kaj to pomeni za nas, kakorkoli. Nek določen pesimizem je. In tudi to dela neko, ustvarja neko situacijo negotovosti. Kako boš dosegel? Kako boš dosegel tako kmalu neko nevtralnost, kar zadeva, recimo, vprašanje, zeleni zahtevajo v tvojem programu. Ministrstvo, super ministrstvo, ki bo v končni fazi v vsakem projektu odločalo, da ali ne, če je okoljsko, podnebno adekvatno. Se pravi, ki bo imelo absolutno veto. Zahtevajo, pustimo to, da zahtevajo, da končno v Nemčiji tudi se ne vozi več hitreje kot 130 kilometrov, ampak mimogrede, simbolično, ampak zahtevajo prepoved kratkih letov. Mislim, to so velike zadeve. Zahtevajo, da avtomobilska industrija preide že
2030 na električne avtomobile. Zahtevajo, da se iz premogovnikov izstopi, kot oni pravijo, da se konča to tudi 32. To je absolutno no-go in tudi za socialdemokrate, kako boš to naredil. In za CDU pa sploh. To jim je preveč. Kako bodo potekali pogajanja med njimi, to nihče ne ve in tukaj bodo potrebni neki nepopisno veliki kompromisi. Naprej, kako se bo to financiralo v Evropi in izven Evrope? Nekaj je precej jasno. Mi govorimo o vseh možnih Afganistanih, pa radi seveda govorimo o tej evropski vojski, ampak tisto, kar bo res trglo v Nemčiji, o čemer se bodo morali pogovarjati, bo konkretno seveda ukinitev tega Schuldenbremse. Vsako leto se lahko, to je v ustavi, se lahko zadolžiš za 0,35 BDP-ja, to bo treba ukiniti. To se je ukinilo zdaj za te 2 leti zaradi covida. Tudi Scholz, bil je finančni minister, uspešen, pravi, da se bodo vrnili k temu. Težko. Naprej, na evropski ravni se absolutno že, in o tem se zopet malo govori, že nakazuje konflikt. Ne pozabiti, kdo je v Italiji danes premier. Francozi že itak so mnenja, da tisti pakt o stabilnosti in rasti znotraj je bil sprejet in ki velja za Evropsko unijo, skratka, šparanje, nemška politika ne pride več v poštev. To bodo tiste velike zadeve, ki bodo odločale o bodočnosti Evrope in Nemčije ali vloge Nemčije v Evropi. Seveda ostala vprašanja so tudi pomembna, vendar kot vedno, kot je bilo odločujoče takrat, 2011, nemška trda politika in lani, da so šli, se pravi, to vzajemnost zadolževanja, to bodo velike teme. Zunanje politike praktično ni na nobenem trielu, na nobenem presenetljivo, tako da pravzaprav imaš človek vtis, da se temu zanalašč izogibajo. Najbolj nekako, da so postavili neke svoje stališča, konkretno trša politika in do Kitajske in do Rusije, in so bili zeleni. Pričemer pa zeleni zopet imajo politiko, ki je zelo vprašljiva, kar zadeva, oziroma ni zelo vprašljiva, ampak načenja določena poglavja, ki so pomembna tudi za NATO, tako imenovani nuclear sharing, koliko imajo vsaka država članica pravico tudi govora pri jedrskem oboroževanju, razoroževanju in ne pozabiti, da v Nemčiji imaš tudi stacionirane to orožje. Ampak drugače, ja, kaj je pa dala Nemčija, gospodu Bidenu, ki je prišel? Eden od konkretnih posledic je, da je 5. 6. avgusta odplula fregata Bayern v Južno Kitajsko morje. Nemci so zraven, to so povedali, to je on želel. Šli so tudi, ampak tako zopet, da ne bi preveč užalili Kitajce in danes ali včeraj so jim Kitajci pa niso dovolili te fregati, da bi pristala v kitajskih pristaniščih in to bo spet problem. Naprej, Rusija. Ja, to je šlo za plinovod, Nord Stream 2. Vemo, že Biden, že Trump je šel za sankcijami proti, s tem je nadaljeval tudi Biden in potem so se naenkrat zmenili. Kaj so se konkretno zmenili, ne vemo, ker je ponovadi so te
informacije bolj šlampaste. Nekje sem bral, da je med ostalim tudi se je Nemčija obvezala, da bo Ukrajini izplačala zdaj 175 milijonov evrov, to ni malo, in razne oblike kompenzacij. Kako to? Naenkrat je bilo, a je to cena za to, da je cena za, imenujemo nemško, trše prisotnost, čeprav, ali pa vojaško prisotnost skupaj z ZDA v Južno-Kitajskem morju, je bila to cena, koliko je Amerika je plačala, da je ukinila te sankcije. Ne vemo. Ampak tu ta politika ni čista. In končal bi pa za Francijo. Francija in Nemčija sta izjemno povezani. Morda manj kot včasih, po letu 1963, po tako imenovanem Elizejskem sporazumu med Adenauerjem, podpisanem v Elizejski palači, med Adenauerjem in de Gaulom, je to nepopisno raslo. Te dve državi sta dejansko povezani. Od tega, da je več kot 220 mest pobratenih, znameniti nemški Jugendwerk, izmenjava za Francijo šol in tako naprej. Sam sem to doživel, ko sem hodil v avstrijske šole že in pri svojih otrocih, ki so tudi hodili v nemške šole, ta zelo močna prisotnost Francije. Seveda, zadeve so pa tudi generacijske. Prišlo je tako daleč, no, mislim, Francija, in tu smo vedno smo tu. Tako kot je Mitterrand takrat zahteval, da Nemčija se strinja, da ima Evropa skupno valuto, evro, in zato dal svoj placet združitvi, tako imamo danes zopet vprašanje mutualizacije teh dolgov, skupnega denarja. Pri evru bo Evropa padla ali bo obstala naprej. Ne pri tem, ali bo uspelo imeti neko transportno enoto, vojaško, pri čem je že vse na papirju. To je treba samo skupaj dati. Vse že eksistira. Ne? Samo politična volja mora biti. In to nekaj stane. Finančno, dobesedno. Zdaj, Macron je vizionar, imel tisti svoj sorbonski govor, ne. Merklova in nemška politika je pa klein, ne bomo preveč šli. Pa vendar, zato, da bi to prijateljstvo, povezanost še okrepilo, so potem 2019, podpisano bilo januarja 2020, tako imenovani Aachenski sporazumi. To gre za neke dokumente, ki samo utrjujejo, ponavljajo tisto, kar je že zapisano v Elizejskem sporazumu, vendar ima še posebno, vse te noter je veliko večji akcent na ekologiji, na digitalizaciji, etc. Kaj se iz tega rodilo, je težko reči, ker je nastopil COVID in ni bilo optimalno. Ne pa mimogrede povem, da je bil, mislim, da pa ne vem, kdo je bil v teh zadnjih obdobjih. V enem obdobju je bil Scholz, predsednik tega odbora, ki uravnava francosko-nemško kulturno izmenjavo, in potem je bil pa Laschet. Skratka, tu te zadeve, kar zadeva Francijo, lahko, mislim, vemo, da bodo še naprej in eventualno, da bi se lahko celo okrepile. Zanimivo je bilo, da je strani Macrona je bilo vsem trem dana nekako vedeti, da če želijo, lahko pridejo k njemu pred volitvami. Reagirala edino ni kandidatka Zelenih, morda tudi pač
zagovarja, da pri njih je drugače, da oni so drugače, ki obnašajo, oba sta bila tam, nobenih nekih velikih obvez ni bilo. In skratka, to zadevno, da bi kakšnih revolucionarnih sprememb absolutno ne bo. Se pa še enkrat, kot pravim, ne pozabiti, po Sloveniji bo predsedovanje prevzela Francija, Nemčija še ne bo imela vlade nove, Francija, pardon, ima velike ambicije, kar zadeva modernizacijo, digitalizacijo Evrope in to seveda skupaj z Nemčijo, pri čemer pa ne smemo pozabiti tudi nečesa, da to pretiravanje, ko je nastopilo po padcu, pretiravanje, to močno akcentuiranje nemško-francoske vezi, je to povzročalo tudi nekaj zavisti, pa tudi kontriranja. Zanimivo je v neki debati online, kjer so bili predstavniki vseh teh glavnih strank, sem vprašal, kaj menijo o neki resurrekciji, o ponovnem ustajenju včasih znamenitega Weimarskega trikotnika. Reagirali so edino zeleni. O ja, to smo zanemarili, to treba spet spraviti v obtok. Drugače, ta del ni, tu sta in Francija in Nemčija tudi, ne bomo iskali oceno, da je zato, ker se danes, zato, da je danes na Poljskem konkretno na oblasti takšni in takšni, da je to zato, ker je Nemčija. Ampak nekaj pa je. Ena določena ignoranca do tega dela sveta pa je, in kar za Nemčijo pravzaprav človek ne bi smel pričakovati. Nemčija je srednje evropska država par excellence, v sredini Evrope. Vzhod. In tega, tu Nemčija je znala kaj zanemariti. Govori se zelo veliko, no, in s tem bi res končal, skupaj, če se štejemo trgovsko izmenjavo Višegrada, ki ima skupaj 60-70 milijonov, je taka kot s Kitajsko nemška. Takšna kot s Kitajsko. Problem gre za avtomobilsko industrijo. In še posebej za Volkswagen. Govorim to o Kitajski, Nemčija in tako dalje. In ta avtomobilska industrija zna imeti določene težave, tudi če pridejo zeleni na oblast. Oziroma sicer, zdaj, ko imamo tako imenovano energiewende, ko se tole spreminja politika, okoljska in podnebna. Jaz se opravičujem, ker sem bil tudi jaz volatilen in vendar nismo rekli, da bomo govorili o zunanji politiki, rekli smo neka razmišljanja in neki podatki morda, ki niso vedno v ospredju. In zdi se mi, da nekaj sem povedal in zdaj bi jaz ob tem končal, ker govorim več kot pol ure. Ok. Ja, res najlepše hvala za ta izjemno zanimiv prikaz situacije in razmerje, ki vladajo trenutno v Nemčiji. In v Evropi. Ja, in seveda v Evropi. Zanimivo je, če smem pripomniti, kako je aktivna sedanja kanclerka zunanje politično ta trenutek. Ja. Oslovilni obiski. Ja, od Moskve do Srbije. In Tirane. Ne vem, to je zelo zanimivo opazovati. Skratka... In nobeno nič ne obljubi. Ja. Skratka, jaz se še enkrat zahvaljujem in predlagam, da postavimo našemu današnjemu govorcu kakšna vprašanja.
Namreč odprl je cel kup stvari, o katerih nekaj vemo, o nekaterih pa malo več špekuliramo. Jaz sem si sprintal samo te zadnje sondaže, ki so en sledilnik so naredili v Guardianu, ki kaže pravzaprav en trend, za katerega se misli, da bo obstal skozi do volitev. Včerajšnji kako bi rekel, meritev kaže, da bo SPD dobila čez 25, torej govorimo brez neodločenih je to. 25,5, CDU, CSU 21,7, zeleni so padli, ne boste verjeli, letos 8. maja so imeli zeleni 25,4 in so padli na 16. Torej, to je včerajšnji rezultati so. Medtem ko so neverjetno stabilni, tako AfD kot FDP 11-12, in seveda Die Linke. Več ali manj, medtem ko se situacija s tremi največjimi zelo radikalno spremenila. Ne vemo, če bo res temu tako. Jaz predlagam Mirko. Torej, najprej super hvala, to je bila krasna prezentacija in si veliko stvari, o katerih tako in tako čitamo, dal v en tak res koherentni kontekst. Eno stvar, slovensko-nemški odnosi v celoti, gledano skozi perspektivo Merklove in tako naprej. Glede na to, da je to bil od honeymoona pa do karkoli bo že rekel, kje smo zdaj na koncu. Mislim, spomnimo se, ko smo, menda je prišla, ko smo prevzeli evro, Liba, Janez, Janza, spomnim se. No, ampak, Nemčija je zelo resna država. Nemška diplomacija je tudi zelo resna. Zelo resna. Imajo tudi to zgodovinsko izkušnjo, da se razumemo. Ta zgodovinska izkušnja nemška je Damoklejev meč. Ampak je dobra, je pedagoško dobra. Je še vedno prisotna. Ne glede na to, seveda, bom šel na tvoje skušal odgovoriti, gledamo zeleni, oni so pač generacijsko. Oni so upravili s tem, vendar kakorkoli že, v nekem smislu so oni dediči tistih, ki so se celo z orožjem proti svojim staršem obrnili v 70. letih. Govorim široko, ideološko, so oni vendarle dediči tega upora proti tisti stari Nemčiji, grdi Nemčiji, v kateri smo pozabili vsi kar lepo. Mislim, če govorimo že o nekih ilustracijah, za katere se tudi tukaj pa nas nekateri navdušujejo. V Nemčiji imamo direkt ilustracije po letu 45, prav nič. Zelo malo, ampak resnično, ampak čisto malo. Se tudi tisti, ki so prej bili, če hoče se tisti aparat, je šel naprej. Ni delal naprej, mimo grede. Naše, kar zadeva z našimi, zdaj, Angela Merkel je predsednika svoje stranke, CDU. In CDU je del te konservativne internacionale, EPP. Ni bilo samo Liba, Janez, Janza, ampak tudi z Orbanom so imeli zelo dobre odnose, ampak resnično zelo dobre. Pri Poljakih tukaj malo drugače, tukaj imaš te poljske komplekse, pri Poljakih je vedno malo drugače, ampak imenujemo odgovornost, da je do tega prišlo, oziroma gledanje stran
In to je tudi ona priznala v določenem trenutku, tudi kar zadeva Nemčijo, da se preveč dolgo gledalo stran ali pa celo postavljalo, ne za vsako desno, se je še rekel levo, levo, desno in skratka pozabi in gremo naprej. Ja, to se je delalo. Kakšni bodo ti naši odnosi, kdo pa je v tej EPP, to je Tonin, ne, noter, pa tudi, SDS tudi noter, ne? Kdo se bo tega lotil, Poljakov in Madžarov? Tukaj, to je premala tema, velike teme, se pravi, velike teme je evro, to je velika tema, velike teme, to je pakt o rasti, ne, in ki ga bo treba spremeniti eventualno. To so tiste velike teme, preko katerih lahko tudi prideš na kakšne druge. Vedno je pa moj odgovor, da bodo tudi volitve v teh državah, pri nas. In potem se bodo zadeve EO-IPSO rešile. Če sem ti odgovoril, ampak pravim, kar zadeva pa ostalo, ja pa se vemo, ne. Avtomobilska industrija, to je resen problem. Nemška avtomobilska industrija se bo morala. Ampak to je tudi za Slovenijo resen problem. Zato je, seveda, mi pa naše komponentiste, ne, na naše te, ki delamo komponente, in za Slovake, in za vse te. In avtomobilska industrija je v Nemčiji dejansko eno posebno, vedno imela eno posebno status. In tudi se pravi, tudi kar zadeva kitajske odnose, to je posebno za Volkswagen, ker je nekako skoraj predimenzionirana ta, kako bi rekel, zahteva oziroma odprtost bila do Kitajske s strani Nemčije. Dobro vemo, da je v zadnjih dneh decembra lani je prišlo do dogovora, ne podpisa še niso, ker mora še Evropski parlament, to bo še hudič. Ampak dogovora med Kitajsko in Nemčijo, in to je ona osebno, tudi in zopet pod pritiskom tudi nemške avtomobilske industrije, je šlo za sporazum o investicijah za Kitajsko. Kaj bo s tem, tudi ne vemo. Zeleni so proti, zopet. Tu je kopica odprtih zadev. Ne bi rad dramatiziral. Nemci sploh, to je, imajo radi imajo stabilnost. In, ko bi rekel, narativ pravi, ne, da se Nemci sami sebe bojijo in da še posebno je vrag, kadar jih prime panika, angst, ne, in potem pride tisti furor teutonikus, a je to velja tudi za te mlajše generacije, da nič sploh ne velja odprej, to nikoli ni, seveda nekaj velja, ampak zato so tudi tako strahovito pazljivi, in tudi tukaj te odgovori, večina Nemcev ne želi, da bi Nemčija geopolitično vodila, ne samo drugi, Nemci ne želijo tega. To lekcijo smo že imeli. In ne vem, jaz ne vem. Ti veš? Ne, jaz nič ne vem. Prvič mislim tudi, se strinjam s mojim sosedom, odlično, da smo imeli to razpravo. Mislim, da bi morali zadevi posvetiti vso pozornost tudi v Sloveniji. Midva izhajava iz iste zibke, čeprav ne čisto, ampak gospod je kasneje šel v diplomacijo, kar se mu pozna, vam vsem. Mi, ki smo ostali v novinarstvu... Jaz sem prišel z univerze, ne? Ja, v redakcijo. Se pravi, ni čist, ne, izvirno. Ne, pa hočem reči, mi znamo, ali pa hočemo biti zmeraj bolj direktni, ne. Jaz mislim, res iskreno, odlično, da smo imeli to, ampak jaz mislim, da podcenjujemo te nemške volitve. Jaz sem prepričan, da se lahko zgodi, da bodo usodne za vse nas, seveda ob vseh teh rezervah, o katerih si ti govoril, ker dejansko je toliko neopredeljenih, čeprav jaz mislim, da je ta opredelitev bolj v eni smeri in ne v tisti drugi, ki bi vlekla nazaj. Poglejte, česar se mi ne zavedamo, se pa s kakšnimi tezami ne strinjam.
ni vse isto v nemški notranji politiki, kot je v Evropi. Spomnite se, omenili ste zelene. Zeleni so orali redino v Evropi. Pazite, kako so prišli z ulice v parlament. Imamo še eno tako stranko, ki je trenutno glavna opozicijska stranka v Nemčiji. In vse prizadevanje v zadnjih let je bilo, da se jih spet izrine iz parlamenta. Upam, da ne bodo glavna opozicijska stranka ostala, ker to je smejurja, ne? Ampak verjetno ne bodo. Ne? Se pa lahko zgodi. Zavisi, kakšna bo koalicija. Ne? Ampak hočem vam povedati, zgodovina stranke zelenih je bila z ulice, vse, kar se očita proti vojni in proti NATO in tako naprej, to so bili oni. In se je izkazalo, da v nekem normalnem diskurzu, ki pomeni demokracijo, konsenzus, ne vem kaj, se lahko ta stranka, ki si omenil Fischerja, kar dobro aklimatizira. Ti si omenil še eno drugo zanimivost, ne? Za razliko od AfD in zelenih, levi niso nikoli prišli z ulice, ampak so bili zmeraj ožigosani, da so non grate, da ne morejo v noben parlament priti, medtem so, mislim, da v 6 parlamentih. Regionalno, ni problem. In so, kot bi se reklo, salon fejk. So? In zdaj smo pa pri tej stvari. Če se bi zgodilo, se je zgodovinsko, ni več stranke v Nemčiji, v Evropi, ki je pa cel kup, ne pitajte za Slovenijo, ki se strinjajo, da je glavni prelom ekološki, naša usoda je pravzaprav ne orožje, ne NATO, ampak ali bomo se uspeli transformirati v neko družbo, ki bo preživela. To je zdaj jasno, ampak v Nemčiji pa ni jasno, da bi CDU in CSU ali pa kombinacija namreč CDU, CSU in zeleni pomenila isto kot SPD in zeleni. Daleč od tega, so svetovi razlike. In zdaj je samo vprašanje, in jaz mislim, da smo na prelomu, če bi uspela ta koalicija, potem je to tudi neko... Misliš rdeče, zeleno? Ne, jaz bi rekel samo rdeče in zeleno, ne temno rdeče. Okay. Potem smo verjetno v celi Evropi dosegli nek prelom, ki je usoden. No, si tako zdaj že bilo. Če bo pa potrebna ta tretja, potem smo pa tam, kjer smo zdaj, strinjam se z vsemi, ki so rekli, gledajte, tudi v Avstriji imamo ta velike koalicije, so včasih prinesle pozitivne efekte, ampak na dolgi rok pa so absolutno, mislim, celo družbo ustavljajo. In zato mislim, jaz sem prepričan, da če se z malo, recimo, ne vem, če lahko temu rečem, sreče, za mene, tako kot jaz pojmujem svet sreče, če bi prišlo do tega, da pride do nekega preloma, potem bo to en velik korak za celo Evropo. Poglejte, kaj se je zgodilo včeraj na Norveškem. Mi imamo zdaj novo situacijo, govorili smo, da je ta Evropa konzervativna in da je šla, se jaz nič ne plediram, da je eni boljši so ali drugi, ampak to je nek prelom. Cela nordijska skupnost je zdaj spet takšna, kot je pač nekoč, kot smo jo poznali, in to je nek signal. In če se to še v Nemčiji zgodilo, potem je to seveda zelo pomembno. Tako da ni vseeno, kaj se bo zgodilo, in tudi se pa strinjam s tabo, negotovost je velika. Moj občutek je, poznavajoč, mislim, kaj se tam dogaja, da gre stvar v pozitivni smeri. Ampak upanje je eno, realnost je pa druga, se pa strinjam. Če bodo številke hitre, torej jasne, potem bo rešitev hitra, potem ne bo trajalo 6 mesecev. Če pa to ne bo pa trajalo, po mojem, še kar precej več. Še več kot zadnjič. Ampak in sem še eno za mene, poslušajte, nočem primerjati naše situacije in tako naprej, ni izključeno, veste, to nisem taktika, ki se ogrejo. Udeležba v tisti sporni aritmetiki še ene tretje stranke, in če bi to bila leva, to bi bilo pa senzacija. Ne, to bi bila revolucija. To je revolucija. Ampak ni izključeno. To je ne čist. Glejte, to ravno hočem poudariti. Zeleni so nekoč veljali za
absolutno nesprejemljive. No, salon Feng, never. Zdaj je nov moment v tej predvolilni kampanji, da celo si videl, zdaj smo gledali vsak dan pravzaprav v teh razpravah, ne samo socialdemokrati, CDU, mislim, Lašek je rekel, ne, ti res niso isti kot AfD, ne, to je ena normalna stranka in sam še en korak je do tega. In če hočejo do nekega preloma v tej in se bodo zlahka odpovedali NATO in tudi, lahko, vse veste, kako je to. Ampak to bi bil nek signal za Evropo. To bi bila revolucija. Ampak mogoče sem pa res se malo pokvaril, bom rekel. Kaj si novinar, lahko rečeš karkoli in potem drug dan rečeš, veš, das Schweiz vergessen. Kaj, Fučka se mi ga zvučili rekli, ampak to je rekel Adenauer. Ampak, ne? Razumem. Dobro, jaz malo bolj pazim, zato ker ne bi rad za sebe, da bo čist malo drugi. Ne, sej. Bi rad pa samo opozoril tudi na eno malo protislovje, pa niti tako majhno ni. Lašet je to mimo povedal. Kar zadeva kanclerko, njej se pripisuje, recimo govorimo od pozitivnega, poleg tega, da je rekla, da je Izrael raison d'etat, oziroma varnost Izraela, predvsem je schaffen das, mi bomo to zmogli, kar zadeva migracije. In nekateri trdijo, da ena tistih njenih velikih odločitev, ki seveda je bilo že v zadnji, vsi delovanje zelenih, etc., je bila po Fukušimi odločitev, mi bomo pa zaprli naše jedrske centrale. Naslednje letos bodo zaprli zadnje, se pravi, 22. je konc. In v tej debati je bilo zanimivo, Lašet je tako povedal, mimo glede, je rekel, je zdaj prepozno, ampak zdaj mi govorimo, da bomo s premoga šli ven, pa zaprli, a ne bilo bolj pametno, najprej premogovnike, ki so veliko manj umazani, ne pa jedrsko centrale zapreti. No, ampak make sense, ne, to je bilo nekaj, po nekem refleksu, ne, je bilo tukaj čisto vse racionalno, ne vemo, ampak danes je to napladno, ne, ko ravno tudi ljudje, ne politiki, ker so to tudi drugi sprejeli, ampak rečejo, a ne bilo pametno, da bi tisto še imeli in bi potem veliko lažje zaprli premogovnike najprej, ki so veliko bolj umazani, ampak to mimo grede. Zeleni so bili že v vladi. Bili so skupaj z Schröderjem v vladi, Jožka Fischer je bil zunanji minister in to je bilo v času, ko so oni dejansko, je bilo z njimi delati vlade težje, oziroma so bili težje sprejemljivi za vse ostale. In oni so se zelo spremenili, so postali zelo pragmatični. Ampak so tudi zelo spremenili Schröderjevo vlado. So, obenem pa tudi, nikoli pa nimaš vtisa, in tukaj je ona tudi spretna, pa tudi vsi ostali njihovi predstavniki, nimaš vtisa, da bi se umikali od svojih pozicij odprej. Imaš še vedno neko eno konkurentnost, koherentnost, ko govorijo in dejansko osebno se mi zdi, tudi ko sem spremljal te dva triela, pa vse tiste druge zadeve, da bi vnesel resnično tudi svežino, kar zadeva pa Die Linke, tudi jaz mislim, da je za Linke bi kakšen procent več bil kot 6 samo, to so tudi tisti, ki ne povejo, pa AfD ne povejo. No in tako naprej. To bi bilo eventualno revolucionarno, ker potem bi šlo v socialnih zadevah, bi prišlo do močnega premika. Nemčija, ne vem, kdo je to rekel, Stalin, da v Nemčiji ni revolucije, ne bo to pa zato, ker bi ljudje potem poteptali travo v parkih in zato tega ne bo. Nemčija je dokaj konservativna država. Francozi to veliko bolj izražajo. V Nemčiji so razlike velike socialne, zdaj me prosim ne citirati. Mislim, Nemci živijo proti marsikomu drugemu zahodnemu Evropejcu precej skromno. Nemci so precej nezahtevni.
Glavno je, da imaš tisti nemški fajn avto, ne, tako kot Slovenci tudi radi, ampak pravim, in to bi bil preboj. Če gledamo, primerjam, čisto slučajno, nekoč gledal, kako je za izobrazbo v Nemčiji. Mislim, da je to najslabša situacija. Če se pravi, tako kot tvoji starši, tako boš tudi ti. 90%. Mislim, to bi socialna promocija preko izobrazbe je izredno težka. Do tega ne pride. Ne samo, da je težka, nesprejemljiva je tudi ljudem že mentalitetno. In ja, lahko da bo prišlo peu à peu je prihajalo do ogromnih sprememb. Dejansko do ogromnih sprememb. In da te volitve so pač zato prelomne, zato ker se prelomijo za nekim obdobjem, ki ga ne bo več. Še tako. To je to. Pa Tudi ne to. samo to. Ne, samo to, ampak to je to. Ja. To je konec tega. Ne? In vsi se malo tudi tega bojijo. Ne? Nemci se pa radi bojijo. Nemci postanejo panični. Ta angst nemški je lahko neprijeten. No, ok. Sem če lahko dodam, nimamo podatkov, ves čas skušam to najti. V vseh teh anketah govorijo, koliko je neopredeljenih in tako naprej, ni pa podatkov o mladih in starih. Ja. In jaz se bojim, kolikor poznam recimo Bavarsko, tam CSU strašno slabo stoji. Nisem problem CDU-ja, ampak CSU-ja. In jaz mislim na nek način, kar bi bilo tudi logično, ker je pač taka Evropa, kakršna je, da bodo mladi odločili volitve. Ne? In Hvala, že prijazno. In to se lahko zgodi. In to je ta negotovost je še dodatna k tistim, ki ne vemo, kako se bodo odločili. Ne? In se mi zdi, da so tam mladi, tako kot lahko bereš, ne, mislim, vse to, kar je bilo zdaj s COVID-om povezano, to so mladi nosili za sabo, ne stari, ne, za razliko od nas, pri nas, ne, to so neki pri nas, unik so udelili na RTV, ne, mislim, to so čist druge, ampak v Nemčiji so to tam mladi, in bomo videli, ne, tudi. Velikokrat tendenca je tudi, tako kot pri nas, manj izobraženi, k ekstremu, AfD jih ima, tudi AfD je proti cepljenju obveznem, in tako naprej, desnica in tako naprej. Proti Nemčemu. Ampak kljub temu, ta Nemčija, če gledamo, vzamemo to krizo 2015, ne, zmogli bomo, kaj je ona rekla, ne, in je zmogla, so zmogli. In danes je debata o tem, da treba sprejemati ljudi izven, pa ne samo iz Evrope, izven Evrope, zelo fejk, včasih se o tem si mogel pogovarjati, pač 500 milijona. Vsako leto rabijo Nemci, zato da ta nivo zaposlitve in industrijskega potencijala oziroma zmogljivosti zdržijo 500 milijona novih ljudi. In to so sprejeli. In zdaj, so malo bolj rjavi, ali manj, ali zeleni, to je vrš. In se pravi, tu se je šlo naprej. Je pa res, da veliko se dogaja na površju lahko, pa ne vidiš, kaj je spodaj. Glejmo druge države, kakorkoli že, no, pa ne da bi želel samo biti optimist, pur si muove, ampak zelo počasi. In 2 koraka naprej, včasih 2 tudi nazaj, ampak ali pa 1,5 nazaj, ampak je. In v tem smo lahko optimistični in če pa grem še malo naprej, če bi seveda v Franciji, ker mislim, da Francija je zelo pomembna v tem sklopu, seveda, če bi bil še enkrat izvoljen Macron, kako bo njemu kazati, to je pomembno za Nemčijo. Je zelo. Ampak ne tako pomembno kot sama Nemčija. Nemčija je najbolj pomembna. Ta omemba mladih, ne, nič nismo slišali, saj jaz moram reči, nisem tako, bi rekel, intenziven spremljevalec tega obdobja v Nemčiji predvolilnega, ampak
Tam je ogromna, bi rekel, ogromno prebivalcev, kot 5 milijonov, ki so turškega izvora. Tam je pol milijona Hrvatov. Tam je, zdaj jaz ne vem, kako... Fredi Bobič igra, ne zdaj, kaj je, on je trener, ne? No, ampak ne vem, kako bojo v tej situaciji, kakršna je, odgovarjali turško, torej Nemci turškega izvora. A obstaja kakšna... Kriza velika, bila je, ampak te ljudje so integrirani, deloma že zelo močno. Nemčija ni več, ne, Nemčija je tisto, kar je nas motilo, oziroma prinesla seboj, se vemo, ne, ti si Nemc, ne, dobiš državljanstvo po jus sanguinis, ne pa jus soli, etc. Zadnjič je bila ena zopet debata pri eno od teh velikih mojstric debat, mesedi pri Anne Will, in je bil generalni sekretar CDU-ja, Žemnjak. In je bolj tudi povedal, jaz sem 85. rojen na Poljskem, zgledal je Poljsko, pardon, to je malo rasistično, če rečem, ampak Poljaki so malo, to je tip, bolj poljski tip je. Na vojni bi govoril perfektno to. Za zelene je bil ta Özdemir. Na koncu nisi več vedel, krasno. Lewandowski je na vsaki koraku. Ta jus sanguinis, to so prešli oni. Ne samo, da ni več ne velja. Prešli so. Ni bilo lahko. Trajalo 60 let, mislim, uradno. V glavah bo še trajalo, pa kakšni bo vedno trajalo, kakšni se bo ne poboljšali, pač se ne bodo spremenili. Ampak to je. Nemčija je drugačna. Je drugačna. Tukaj, to moramo tudi pogledati, če se pri nas pojavi kdo na ič, tudi na televiziji. Pejte malo pogledati, kaj piše mislim, v Nemčiji imaš v strankah levi, socialdemokrati, zeleni, to so vsi na vodilnih mestih, ne? Ta je edini v CDU-ju, ki ima takšen, a več, mogoče na regionalni, lokalni ravni, mogoče, pa ti so za nas evropska perspektiva, tak mora biti, mislim, mi moramo živeti skupaj, ne? In tu so ogromno naredili, pogledajte na televiziji, lahko vsak večer gledate, mislim, imate, oni to narač delajo, ne, imajo Slomka, Miloška, Campanaro, kaj že. A si lahko mislite, da bi mi to naredili, ne, mislim? Jaz pa mislim, da zdaj smo že, zdaj smo že narod razpustili, ne, ampak jaz pa mislim, da pri nas situacija ni taka. Mogoče izhajam iz neke avstrijske situacije, ampak če gledamo, koliko je pri nas ljudi v drugi generaciji, ki so, imenujemo, doživeli eno socialno promocijo, pa niso starši bili tu rojeni, se razumemo, ne. Meni se zdi pa, da ni situacija tako slaba, gotovo proti neki Avstriji, gotovo po neki Avstriji, če primeram, jaz pa mislim, da ja. In tudi celo ravno, kar zadeva novinarske tele vrste. Tako da, ne vem, ampak gledajte, da smo zdaj že pri drugih debatah. Smo že preko Nemčije, ki pa postala pri nas pomembna, ker če bo avtomobilska industrija tam, da bo šlo, to bomo mi si gagali tukaj. Pa še za kaj drugega. Kaj pa v Mariboru, ki ste že tako na pol tam, kaj pa tam mislite? Kar ste prej omenili o socialni promociji druge, tretje generacije priseljencev, jaz sem dober stik z Gradcem, kaj mi je kolega, ki se piše Petrovič. On je iz Sobote, kdor pozna malo te zadeve, bliže gleda isto Slovenec. Ampak ni važno, on je Avstrijec. Je rekel, da imajo probleme, kar on opaža v Sloveniji, da so bivši jugoslovanski sodržavljani super integrirani v slovensko družbo, kar sem seveda dokazoval vedno sproti znova, da to čisto res ni, je on meni potem prinesel zgodbe Turkov in Kurdov v Gradcu,
ki so pa, to so pa res obupne zgodbe in to niti slučajno ni podobno temu, kar smo pri nas, vendar le nekako naredili, da se otroci redno šolajo. Da je tudi bilo 150 delavcev na enem naslovu, tam so družine, 35 otrok med 20 odraslimi, ki ne hodijo v šolo. No, ja, si, Avstrija ima neonacistično stranko vse čas po vojni v vladi. Ne pa tukaj nacionalni konsens, da ne smejo kjer biti, to je drugo v Nemčiji. Zdaj imajo pravosodno ministrico bosanskih korenin, ampak spet mi je povedal tule, evo, to so bivši Jugoslavani, to je druga rasa, grdega povedal s tem, ampak ne, drugo kulturno okolje, vendarle izkušnja Evrope, tudi komunizma, kar smo rekli, ki je seveda skrbel za emancipacijo zapostavljenih. Tudi. Priznal bošnjaška, že muslimansko narod, z velikim mečem. Ja, tudi. Jajco je Tito naredil celo črnogorska nacija. Tu smo že preko vsega tega. Ja, hoče reči, ne vem, koliko je zato v Nemčiji primer, mislim, da so Nemci boljše prišli skozi, za to promocijo, emancipacijo druge, tretje, pa celo prve generacije, kot pa Avstrijci. Ker Avstrijci imajo pa podoben problem kot Italijani, ker niso nikoli razčistili. Ja, in Avstrijci so visceralno ljudje, ki se bojijo tujcev in jih ne marajo. Torej, tako nekaj hudega kuž kot pri nas. Avstrija je nepopisno in nihče se tega ni nikoli lotil. Nikoli se tega ni lotil. V Nemčiji so se lotili tako, v vzhodni Nemčiji so se, tudi to prihaja ven počasi, tudi v tem bomo se še, pa ne da bomo rehabilitirali komunizem, ampak bomo, ne tako kot v Nemčiji pred 30 leti, AfD-ja še ni bilo, ampak se ve, naciji pa komunisti, to je bilo isto, ni tega več. Pardon, tam je neko vprašanje, prosto. Ja, to pravičujem. Dovolite. Rad bi slišal vaše razmišljanje, morda je malce drugače, kot pravite, da se Nemci bojijo in da se ogibajo te svoje vodilne vloge. Govorim o Evropi. V 90-ih letih je bila v Bruslju uradni jezik francoščina. Predsednik Evropske komisije je bil Jacques Delors, ampak kakorkoli. In seveda vsi vemo, De Gaulle je pač rekel, Evropsko unijo smo si izmislili zaradi sebe, ne zaradi njih in tako naprej. No, ampak kljub vsemu, če skrajšamo vse skupaj, govorilo se je, da je Nemčija v 90-ih, tudi morda še kasneje, da je gospodarski velikan in politični arogantna in tako naprej. No, ampak kljub vsemu, 30 let kasneje je objektivno, morda tudi zaradi Brexita, je danes, in to Nemci pač priznavajo in to jim priznavajo tudi ostali člani v EU, glavna sila znotraj Evropske unije. Rezultanta tega je tudi na simbolni ravni, nikoli ni bil predsednik ali predsednica komisije Nemec ali Nemka, danes imamo Nemko in tako je odločila nemška kanclerka. Vemo, da ne takoj, ampak tako se je odločila. Skratka, Nemčija objektivno postaja najmočnejša sila znotraj Evropske unije, tudi v političnem smislu, in te svoje samozavesti, nove samozavesti, spomnite se priznanje Slovenije. Vsi so rekli, kako to, da so Nemci to naredili. Kako so si drznili Nemci to naredili. Danes je Nemčija popolnoma nekaj drugega kot pred 30 leti, verjetno tudi zaradi peze, zgodovine in tako naprej. Skratka, prihaja do, kot sem rekel, nove samozavesti, ki pač je morda objektivna posledica stanja, kot je,
tudi nimamo strateškega trikotnika, Angleži so šli ven, ta stol stoji samo še na 2 nogah. Rad bi vaše razmišljanje slišal na to temo. Ja, hvala za vprašanje, ampak zdaj, če prav razumem, gremo za to nemško samozavest. Znotraj Evropske unije, seveda. Ja, ta samozavest je tudi nihala, bila je zelo močna po padcu Berlinskega zidu. Spomnim se, je prišel ta namestnik veleposlanika v Berlinu, v Varšavo in čisto slučajno nas na obisk je bil neki ameriški veleposlanik, smo se poznali z Dunaja in je rekel, jaz sem na te Nemci. Prav, odkar je Berlinski zid padel, kar se francosko z nami govorijo, ker vejo, da mi ne znamo Američani. In oni, no, jim bomo že pokazali, vse so jim. No, ampak pravim, jim glede, ja, ta samozavest. Ta samozavest je tudi generacijska. Mimogrede, ker smo že pri degresijah. Nekaj je povedal Arnold Schwarzenegger, kar nišče drug ni povedal po državnem udaru, poskusu januarja v Washingtonu, ko je zelo nastopil proti republikancem. Je rekel, jaz to vem, če bi nam neki mali nacistični tam funkcionar, kako so prihajali ljudje pri nas, v naši vasi, najprej so vštariji ventili, pa se ga napili in pa so nas pretepali, tudi doma slaba vest. Te slabe vesti generacijsko ni več in to tudi predstavljajo, vejo, intelektualno, ja, absolutno, močno. Mislim, vejo, da imajo neko odgovornost do zgodovine, ampak tiste slabe, direktne vesti ni, ki lahko tudi sega do tega, da imaš tam nek spomink, ki je tvoj oče, ki je bil navaden vojak Wehrmachta, ukradel v Rusiji. Tudi to. In tega je bilo zelo veliko. In to je bil nepopisno, noter je bilo 5 milijonov ljudi, vojakov nemških, to je bil Vernichtungskrieg. Oni so rekli, to je uničevalna vojna, to nima vojna kot druge. Vse uničite, lahko otroke pobijate. To so od zgoraj dobili. In da ne samo od Hitlerja. In to se je vlekel in se še malo vleče. So samozavestni. Mislim pa, da vendarle. Macron je celo podpira predlog, da bi Nemčija dobila stalno mesto v varnostnem svetu. Macron. Olaf Scholz, je pred par leti naredil gaf, da je rekel, kaj pa, če bi mi vašega delili. No, ampak se je hitro pozabil. To je takoj se pozabilo, tudi zdaj se niso pogovarjali, ker je bil pri Macronu. Ja, jedrsko oborožitev, čisto neka mala zadeva, pa to ni. Mi, še posebno mi, tukaj, v tem delu sveta, tudi ko gledamo, ja pa kaj, moram paziti za našega gosta, pa kaj to Rusijo, pa kako je preveč resno jemljajo, pa zdaj gospodarsko, to pa nime. Ja, za Zahod, tisto trg Zahod, ZDA, kdor je jedrsko oborožen in to dobro, je faktor. In Francija je to zadevno faktor. Francija je tudi faktor, da ne govorimo tudi vojaško, tudi vse, kar so se domenili do zdaj, skupaj so bili Francozi prvi. To se pravi, da bi skupaj imeli neke transportne enote, to tako narediš, čez noč. Samo neka politična volja mora priti iz Berlina. Tam je že vse postavljeno. Varnostni svet. Ja. Francija zdaj je noter v imenu Evrope. Ampak pravim, govori lahko za Evropo. Francija je posod, ko gre za Minsk, mislim za Ukrajino, ko gre za Iran, je posod. In še enkrat, ja, Francija, govorimo te francoske, torej, ja, Nemčija je, dobro, po nekih, praviš, 5, druga je 4, kakorkoli, ampak če vzamemo prvih 10 gospodarskih velesil, ja, je znotraj tega, ne samo, da je tudi Francija, tudi Italija je v te deseterici. Mislim, niso male zadeve.
Ne? In tukaj bodo tudi, se pravi, tu je ena ta občutljivost, ki jo bodo morali, ne, tudi ta dvojec francosko-nemški malo upoštevati. Dragi je že nakazal, kar zadeva ta pakt o rasti in stabilnosti, da to ne, in to zelo resen financar, ne, to ne bo več šlo, ne, je že dal vedeti. Scholz se je nekaj izvijal, na drugi strani ne. Trdo, Schuldenbremse, ne damo nič. Ne? Ok. Ampak, in to se bo mogli spremeniti. Če bomo, odkot bo denar za vse to zeleno novo industrijo, novo infrastrukturo, odkot, in če hočeš tudi to socialno, da bo to vzdržno. Nek nov denar mora priti, neke nove zadolžitve mora priti, zadolžiti se bo treba, ne? Vse se tudi Biden hoče zadolžiti in tudi on to ve, se tudi v isti smeri deluje. Ne pozabi, da imamo kvazi socialdemokracijo danes na oblasti, vsej v Beli hiši. No, a veš, človek, ki reče v predvolilnem boju ZDA ni nastala zaradi Wall Streeta, ampak zaradi sindikatov in srednjega razreda, to meni diši zelo po socialdemokraciji, ne, kar je Biden rekel. Prosti, Jože. Ne, samo to sem hotel dodati, ne, da Nemčija je res gospodarsko tako močna. Ampak po naprednih tehnologijah, po pravih tehnologijah je pa Francija daleč uspeh. Namreč jedrska tehnologija, letalsko, vesoljski program in nov ITER program, ki se dela v Franciji. Oni so zelo pazili, da so pri naprednih tehnologijah močni. Ne? In kar se pa samozavesti naroda tiče, pa ni treba niti poudarjati, kdo je bolj samozavesten. Tukaj so Francozi zagotovo izjemni. Ali pa na drugačen način. Zdaj pa, kar se pa zunanje politike tiče, imajo pa oni še vedno močno zunanjo politiko in vpliv na bivših kolonijah, ki jih Nemci nimajo. Tako da, ko gre za primerjanje teh dveh držav, je težko primerjati, ker je vsaka v svojem področju tako rekoč najmočnejša, daleč izstopajoča v Evropi. Skupaj predstavljata pa veliko. Pa še, če bi kdo drug, ne pravim zraven, Italija, etc. Ampak opozoril bi tudi na en aspekt, o katerem se tudi toliko spet veliko ne govori. Ampak gre za recimo visoko šolstvo, njihove. Nemčija ni tako v ospredju. Francija je zelo močna in Velika Britanija, ne seveda. Ampak pravim, ni Nemčija tako, ne hodi 100.000 Kitajcev, etc. tja študirati. Če reč, Nemčija, ta COVID kriza je tudi malo pokazala tiste aspekte, ki niso najboljši, ne? In v Nemčiji in niso tako optimalni, kot se to misli. Ne? Če se gleda pač na Nemca, tisto poprečje, ki se pač ne buni dost, pa na nemški avto, pa pride na Hrvaško, pa v Italijo polet. Še en detalj, zgolj detalj. Enkrat sem se pogovarjal z svetovalcem Širaka, rekel, no, kar se bomo z Angleži pa z Nemci zmenili, to bo, pa Italijani, Italijani, ni važno. To je on meni. To je majhen detalj, ampak je pokazatelj takrat. No ja. Jože, če imaš Berlusconija na drugi strani, ne moreš drugače. Ampak pravno, da je še nekdo drug. A veš, mislim. Res. Ampak pravno, tudi Italije ne smemo podcenjevati. Daleč od tega. Daleč od tega. Tudi njihovih šol mi glede. Tudi njihovih šol mi glede. Melonijevo. Se pravi, če dobimo dole potičko, ko je bila zdaj... Ja, ona, ja. Ne. In tako da, se pravi, med 15 gospodarskimi, kakor jaz vem, sta še Španija pa Nizozemska. Nizozemska je včasih drugi ali tretji mestu,
kar zadeva trgovino za Nemčijo. Mislim, to je nepopisno, da ko začneš gledati Unilever, Palmolive, Philips, etc., pa se tega zavedamo, ne? Kot ta fiksiranje samo v Nemčijo, kot pars pro toto, te včasih zavede. Dosti je bilo in meni, sem imel te obilno. Jaz mislim, da ne bomo šli tako daleč. No, upam, Predlagam, da na tej točki sklenemo naše današnjo 7 ur. razpravo, ura je pozna in zdaj lahko samo čakamo, kaj se bo zgodilo, malo opazujemo in potem bomo videli, a bo kakšna koalicija, ki se ji bo reklo Kenija, Jamajka, Deutschland, tudi ena je Deutschland. Traffic light in tako naprej. Ampak o tem bomo pravočasno obveščeni. Jaz se vam vsem najlepše zahvaljujem, še posebej pa našemu današnjemu govorcu in najlepše hvala. In upam, da bomo kaj od tega odnesli. Najlepše hvala vsem.